Tukaj je Sabina oziroma nekateri me poznate kot Mami na vrtu. In danes bo malo drugačen video. Na vrsti so vprašanja, kako sem jaz prišla do Zero Waste, kaj si jaz mislim o tem, kaj zame to predstavlja, oziroma vse bo okoli načina mojega življenja, torej z manj odpadki. Tako jaz bom kar odgovarjala na vprašanja, ki jih imam tukaj na telefonu, in sicer zato, ker pač se mi zdi, da tiste, ki vas to večkrat zanima, vas najraje pač usmerim kar na ta video, zato da pač zveste mogoče še malo več o Zero Wasteu in pač vam je malo ta vidik predstavljen od blizu na praktičen način. Tako da začnimo s prvim vprašanjem. Kaj zame pomeni koncept brez odpadkov oziroma Zero Waste? To zame pomeni, da imamo čim manj odpadkov. Ne samo to, da jih čim manj zavržem, ampak tudi, da jih čim manj kupam oziroma prinesem domov. Ker realno je, da ne samo da kupujemo odpadke, ko kupujemo živila, oblačila, karkoli, vse je zapakirano, ampak tudi dobimo zastonj odpadke. Torej, ne vem, gremo na konference, gremo na dogodke, gremo na informativni dan, se nima veze, v glavnem prenesemo razne blokce, kulije, same take stvari, ki v bistvu pač so odpadki. Tako da zame Zero Waste pomeni ne samo to, pač, da jaz kupujem živila v svojo embalažo, v svoje posodce, kozarčke in tako naprej, ampak tudi, da se izogibam, se pravi, da že vnaprej premislim, če bom to stvar vzela, a to embalažo lahko jaz kaj naprej uporabim, a jo lahko predelam, a se da mogoče to brez, se pravi, embalaže dobiti. V glavnem, da cel koncept, se pravi, vse razmišljanje poteka na ta način, kam bo šel nek odpadek, ko jaz eno stvar dobim. Recimo, ko naročam nek paket prek spleta, jaz napišem pod opombe, če bi se dali pač dobiti s čim manj pakiranja. Tako da marsikdo to upošteva, da časopisem papir namesto tistih mehurčkov plastičnih. V glavnem, na ta način. Zero Waste zame pomeni, da je pač čim manj odpadkov, da jih čim manj kupam in da jih čim manj završam. Pač tako na hitro. Kdaj sem se prvič z Zero Waste konceptom slišala? To je bilo takrat, ko je Bea Johnson prišla v Slovenijo. To je bilo leta 2016. Ja. Tako da takrat sem se jaz prvič slišala s tem Zero Waste. Drugače sem jaz že imela svojo stekleničko, kupovala sem svojimi vrečami v trgovini. Tako kot večina Slovencev se mi zdi, da kar dosti pač uporabljamo te stvari. Flaške, ne vem, da so bile takrat Aladinke že dolg nazaj, sprav, ko sem bila v osnovni šoli pa gimnaziji popularne. To so te plastične pač plastenke, ki jih imamo za večkratno uporabo za vodo. Tako da jaz sem določene stvari že dostikrat pač tako uporabljala, ampak prav Zero Waste sem pa slišala takrat, ko je prišla Bea Johnson in so Ekologi brez meja organizirali predavanje, ki sem ga jaz posnela. Tako da, če te zanima, kako je bilo, ko je Bea Johnson prišla v Slovenijo, tiskovna konferenca, vse, jaz sem jo tudi srečala, smo se sprehajali po Ljubljani z Ekologi brez meja in sem to vse posnela, tako da to si greš lahko pogledati na video, ki ga bom dala v spodaj na link. Pri Ekologih brez meja ga drugače najdeš na YouTube kanalu. Tako da ja, takrat sem se v bistvu prvič srečala. Kaj je vplivalo na to, da ste se odločili za življenje brez odpadkov? V bistvu me je Bea Johnson odprla oči, bom tako rekla po en stran, hkrati sem pa jaz se tega že zavedala, ker jaz se najbolj spomnim tega, ko sem bila v osnovni šoli, smo imeli nek izlet, nekaj sošolcev nas je šlo na smetišče, tle v Ljubljani, na Barju. Ni na Barju, na Cesti dveh cesarjev so bili kupi smeti. Jaz se tega res spomnim, kako je to smrdelo, zelena voda je bila, bazeni, tisto, zdaj tam pa je golf igrišče. To sem bolj kasneje izvedela, ker sem bila starejša, pa me dejansko pač zanima, kaj se s tem dejansko zgodilo. Tako da v bistvu za življenje brez odpadkov me je pa Bea Johnson takrat malo bolj spodbudila, da sem rekla, da bom pa je začela drastično zmanjševati, kar pomeni, da sem začela živila gledati, katera lahko kupam v svojo embalažo, da lahko pač čim manj odpadkov kupam, da jih čim manj dobim. Takrat sem res naredila tisti največji preskok, da smo imeli res živila, sem najdela vedno več v svoji embalaži oziroma na rinfuzo. Najprej bilo to pač sadje, zelenjava, kar itak sem uporabljala že te vrečke od Ekologov brez meja. Potem sem pa začela uporabljati še te, ki so gosto tkane vrečke, pa začela sem kozarce uporabljati, pa posodce, ugotovila sem, da na tržnici Koseze imam ogromno enih stvari, rinfuzel se je še pol kasneje odprl, ampak že brez tega pač res sem funkcionirala tako, da sem dobila veliko stvari. Tlele zraven kozovca, da sem pri kozovcu, to je recimo tudi ena stvar, ki me je tudi spodbudila, se pravi, to je piknik plac, tlele tole, kar vidiš za mano, to je piknik prostor in tukaj je vsak, ki je imel piknik, pustil vsaj 2 do 5 vreč smeti. In to je bila plastika, papir pomešan s hrano, v glavnem, meni se je takrat svet kar malo tako
v Brnu, ko sem jaz Beo Johnson spoznala, ker sem rekla, pismo sem res, kako smo mi eni packi, pa se sploh ne zavedamo, pa kaj to pomeni ta potrošna, pa hitra moda. V glavnem res odprl se mi je, čeprav sem marsikaj že vedela, ampak takrat, ko je pa ona vse to povezala v neko celoto, mi je bilo pa tako res mind-blowing. Tako da ja, to je bilo tisto, kar sem pač, je vplivalo, no, da sem jaz začela, živeti z manj odpadki. To je pomenilo tudi, da moji družinski člani živijo z manj odpadki, tako da o tem kdaj drugič, ampak to smo začeli v celem gospodinjstvu in bilo res drastična sprememba. Naslednje vprašanje je, kakšni so bili največji začetni izzivi, ko sem se odločala za življenje brez odpadkov? Največji izzivi? Največji izziv, živila sem itak sproti iskala, tako da to ni bil največji izziv. Izziv so bila oblačila mogoče, ker jaz nisem nikoli rada kupovala oblačil, pač nimam rada nakupovanja, hoditi v nakupovalne centre, v trgovine, nimam tega pač nekega veselja, ampak mi je bilo pa vedno najlažje pač naročiti prek spleta ali pa pač kupiti nekaj na hitro, neka oblačila in to je to. Nisem dala tazga pomena, kot mi ga je v bistvu pol odprla Maja, Bombaškova Maja, tudi s svojimi oblačili, ki jih ima za otroke, se pravi organski bombaž. In v bistvu pozno začela razmišljati, kje bi pa jaz lahko dobila fair trade tudi oblačila, se pravi, da so pravično narejena, da je pač delavec bil pravično plačan, da ni to hitra moda. Če te več zanima The True Cost, poglej film, tako da o hitri modi to ti bo res spremeniti pogled res na to modno industrijo. To je bil mogoče največji izziv najti oblačila. Recimo perilo imamo, v Sloveniji imamo tudi slovenske proizvajalce, otroška oblačila imamo pri Bombašku. Imamo kar nekaj stvari, ampak nimamo pa recimo še več tega, še več oblačil, da imaš res veliko izbiro, sploh mogoče večjih oblačil, ne samo 36 številke. Tako da to, pa čevlji, čeprav to imamo tudi destilator, pa še ene druge, tako da tam, mogoče oblačila, to je bil en tak izziv, je pa res, da jaz ne kupujem toliko, tako da mogoče to meni toliko ne pomeni, ampak vseeno je pa pač rečemo, to bil največji izziv. Mogoče tle dodam še to, da ni bil toliko velik izziv za otroka najti, da bo čim z manj odpadki. Je bil bolj izziv kaj drugega. Tako da z otroci, če imate otroke, pa to se da s pralnimi pleničkami, s pralnimi krpicami, res kremc ne rabite vsega tistega, ker sem jaz mislila, da pri prvem otroku, da rabim res ogromno stvari, ki jih sploh ne rabimo. To nam vcepljajo v glavo, pa rabiš nekaj, da se razkuš, pa nekaj, da se zmiksa zelenjavca. V glavnem ne rabimo vsega tega, pač to je pretiravanje, to nam vse hočejo prodati in to sem jaz takrat dojela. Mogoče to malo večje sporočilo vsega tega. Največji začetni izzivi smo obdelali. Koliko časa ste potrebovali, da ste bili zadovoljni? Koliko časa sem potrebovala, da sem bila zadovoljna z mojim ravnanjem? V bistvu jaz sem bila kar hitro zadovoljna, ker sem videla, da lahko živila najdem tako res povsod. Jaz tam, kjer živim, imam 1,5 pa pol, 2 kilometra, imam vse. Tlele imam zraven kozovca, tamle glih gledam to kmetijo, imam mlečne izdelke, sicer jaz jih ne jem, oziroma zelo malo, redko. Imam jih tam za otroke, dobimo res mlečne izdelke, jajca, to. Tamle zraven gledam, je še ena kmetija, ima sadje z zelenjavo, drugače skupujem tudi na tržnici. Nakupujemo skupaj zeleni krog. V glavnem, tega je ogromno, ker so slovenski proizvajalci lokalni in to sem se takrat odločila, da bom še bolj podprla. Ne samo, da bom kupovala v svojo embalažo, ampak da bom podprla lokalce. To je bilo to. Tako da tudi, kar se tiče oblačil, lokalce podprimo. Tako da, koliko časa sem potrebovala, da sem dejansko zadovoljna, koliko časa sem dejansko potrebovala, da sem zadovoljna s svojim ravnanjem, bi rekla par mesecev. Smo pa po letu, pa pol 2 letih dosegli, da imamo 80% manj odpadkov, kot smo jih imeli prej. Tako da, good for us. Če menim, da s svojim načinom življenja prispevam k reševanju problemov v zvezi s trajnostjo. Ja, zato ker je manj odpadkov, zato ker podpiram lokalno vse, kar je pač, ali je to kmetija, ali je to nek drug pridelovalec, ki izdeluje kakšne stvari. Jaz se trudim, da pač spodbujamo to, kar je pravično, sprav fair trade, da je lokalno, da je manj odpadkov, da je manj transporta, tako da jaz tle ne vidim drugega, kot da je to pač samo pozitivno. Tako da to je reševanje problemov v zvezi s trajnostjo. Kateri izmed 5 R-jev, se pravi refuse, to je zavrni, reduce, zmanjšaj, reuse, ponovno uporabi, recycle, recikliraj, pa rot, kompostiraj, se vam zdi najpomembnejši. Pri katerem izmed teh R-jev vam gre najbolje?
in pri katerem se moram še izboljšati? Dobro vprašanje. V bistvu refuse, zato ker je ta prvi, ker takrat se največ stvari znebiš. V bistvu tako, da ti zavrneš blokce, kulije, balone, bombončke, ki so vsak posebej pakirani na raznih dogodkih, imaš manj odpadkov. Pa tudi otroci potem se navadijo, moji otroci pač več ne težijo, da je jezi pa ta balon, jezi pa ta bombonček, pa hočejo vse imeti. Ne, pač v trgovini jaz rečem, lej, kar najdeš brez pakiranja, ti kupam. Pač seveda ne vsega, ampak recimo najde krof, najde, ne vem, pač take stvari, no. V glavnem, tako da se mi zdi najbolj pomemben refuse, ker pa jaz zelo rada vrtnaram, tudi tlele so vrtički zraven mene, moram reči, da mi je pa kompostiranje res zelo, zelo pri srcu, tako da jaz gledam vedno, da je embalaža taka, da jo lahko dam na kompost. Tako da ja, tudi to je zelo pomembno, ampak prva stvar, da se pač, da imamo čim manj odpadkov, je pa sigurno zavrni, refuse. Pri katerem se moram pa še izboljšati. Mogoče ponovno uporabi oziroma predelaj, recikliraj, zato ker jaz imam ogromno stvari, sem zdaj začela shranjevati stvari, recimo tkanine, kavbojke, zato da bom pač to predelala, dejansko časa nimam, ampak shranjujem to, ne mečem stran, recimo nogavica se strga, pa dam na en kup, pa pač bom enkrat predelala, tako da tle se moram še pa izboljšati, da bom pač to dejansko predelala in nekaj drugega naredila, recimo igrača za psa. Primer. Sicer psa še nimam, ampak lahko pa to pač narediš, pa podariš nekomu. Dobra ideja, ne? Ok, vas ljudje prosijo za nasvete. Ja, doskrat pogosto, no, na Facebooku, na Instagramu. Največ jih zanima, kje lahko kaj kupijo, tako da jaz tudi večkrat organiziram, da gremo v kakšno mesto. Zdaj sicer kdaj smo nazadnje v Kamniku pa v Novo mesto organizirali, oziroma sem jaz organizirala, smo se tam dobili, smo šli pogledati, kaj se da kupiti v svojo embalažo, lokalne stvari, vse to pač gremo malo čez. Tako da ja, me pa dosti vprašajo, tako da tudi jaz zato delam video vsebine, zato da pač ljudje čim hitreje najdejo odgovor. Pa da vem, da je tega ogromen v angleščini, ampak mogoče za koga je pa pač lažje, da je še v slovenščini. Največ jih zanima, kje lahko kakšne stvari kupijo, mogoče bolj oblačila, hrano nekako smo se že navadili, da iščemo, se pravi stadi, zelenjavo, najdemo kruh, lahko kupimo v svojo vrečko, na delikatesnem oddelku vse lahko daš v svojo posodo. Na delikatesnem oddelku vse daš lahko v svojo posodo, tako da tle res ni problema. Dostikrat je pač to so ti prvi koraki, ne. Pa mleko na mlekomatu, pa lahko delaš svoje mleko, recimo jaz delam svoje mandljevo mleko, kupam mandlje, kupam datlje, vaniljev, tale ekstrakt in to je to, no, pa so uporabnič, tako da dejansko zelo simpel. Kakšne odzive prejemate od ljudi, ko jim poveste, kako živite? Moji prijatelji po moji so bili malo tako takrat ne toliko šokirani kot presenečeni, kaj naj pa zdaj nekaj kupimo. Zame je bilo itak že vedno težava kupiti nekaj, ker jaz sem pač spirčen človek, priznam, in je težko, ampak pol, ker je bilo pa še zero waste. Tako, ja, kaj ne pa zdaj, pač, da more pa še to, pač morajo še ta koncept noter v darilo upeljati, tako da verjeten je v bistvu to, pač ni bil odziv, ampak to je bilo verjetno mojim prijateljem težko, tako da jaz se jim res zahvaljujem, da so se tako prilagodili meni. Včasih se kakšni počutijo tudi krivo, ker pač ne vem, imajo pakirano, lej, jaz nobenega ne obsojam, jaz samo delim svoje življenje, ti pa lahko delaš po svoje, ker pač želim pač na dober način, na pozitiven način usmerjati ljudi, da živijo z manj odpadki. Kakorkoli, lahko kdo, recimo jaz vem, da v Prekmurju ali pa ne vem, kjerkoli drugje, da ne bom glih Prekmurja izpostavljala, je težje najti stvari na rinfuzo, mogoče kakšni, ki imajo več kmetij, pridelovalcev okoli, lažje najdejo. Se zavedam tega, da sem jaz v Ljubljani in imam tržnico in lokalni kmetje v Sloveniji pridejo sem v Ljubljano in imamo veliko izbiro na tržnici že sam, da lahko kupimo živila pač v svojo embalažo. Ne pa poudarjam to, da kupujemo živila v svojo embalažo ni vse. Jaz se izogibam tudi recimo avokadom, bananam, probam čim manj kupiti, še vedno jih kupujem, da ne bo pomote, ampak pač te stvari, ki so oddaleč, pač rečemo temu, da jaz delam neke korake. Najprej sem iskala stvari, ki jih dam lahko v svojo embalažo, pol pa iščem te, ki so fair trade, pa ki so pač lokalne, tako da na to zelo veliko dam. Ali ste že kdaj naleteli na negativne odzive? Ali ste že kdaj naletela na negativne odzive in predsodke? Niti ne. Tako da tudi odzivi, ki jih prejemam od ljudi, ki povem, kako živim, pač eni se mogoče malo strašijo, jaz pa ne živim tako, ampak lej, to mene ne moti. Ti živiš svoje življenje, jaz živim svoje življenje, če se ne obsojava, sva lahko prijatelja. Tako da to je to. Tako da ja, negativnih odzivov ni bilo.
Edino mogoče to, da kakšen komentar je bil mogoče tudi drugje, ne samo pri meni, da tudi živijo na ta način, ja, to pa vam lahko, ker ste pač, ker imate več denarja, ni res. Mi manj zapravimo, manj kupujemo, bolj kvalitetno hrano kupujemo, tako da ni glih to, je pa res, da jaz veliko predelam, tako da vrt, ker veliko lahko predelaš. Veliko lahko predelaš na svojem vrtu, ogromno lahko shraniš, recimo jaz sem paradižnik še zdaj, pa bo zdaj začel že skoraj nov rast, tako da, če imaš vrt, če delaš nekaj na tem, pa se mi zdi, da v Sloveniji imam že skoraj vsak svoj vrt, se da marsikaj narediti. In ni tako drago, res, samo ne kupuješ vsega, kakšne stvari nehaš kupovati in je to. In manj kupuješ, manj zapravljaš, manj imaš stvari in več denarja in več časa. Tako da je sam win-win. Kaj mi je bilo najtežje? V bistvu mi ni bilo tako težko, da bi rekla, da ni mi bilo nikoli tako težko, da bi rekla, tako tudi nekdo, ki reče, ja, vi si lahko to privoščite, ko ste bogatejši, pa to sploh ni res, folk itak ne ve, koliko jaz zaslužim. Tako da ni, da se, ni mi bilo nekaj težko, ker jaz sem sama svoja oseba in hočem tudi druge motivirati, če se spravite na to pot, super, ti dam kakšen nasvet, napiš mi sporočilo in odgovorim, če ne odgovorim, še enkrat piš, ker marsikdaj pozabim, tako da se opravičujem, ampak toliko enih stvari, da me moraš pa še enkrat opomniti. Potrebujem veliko časa, da opravim nakupe, je potrebno veliko organizacije. To veliko ljudi misli, da če živiš na ta način, da veliko časa gre. Ja, na začetku gre veliko časa, da ti ugotoviš, kje je kakšna stvar v tvoji okolici. Meni načeloma ni bilo težko, ker recimo hodim v lokalno trgovino, sem najdla, delikatesno modelko imam sadje, zelenjavo, nekje sem najdla celo oreščke, pol na delikatesno modelko imaš razne mesnine, sire, francoske solate, vse ti dajo lahko v tvojo posodo, to postopoma delaš. Ta prvi dan greš s nekimi vrečkami, rečeš, banane dam lahko v svojo vrečko, če jih daješ v vrečko, pomaranče dam v svojo vrečko, paradižnik, karkoli zelenjavo daš v svojo vrečko, potem greš kruh, daš lahko v svojo vrečko, na delikatesnem modelku spet v svojo vrečko. Vsakič, ko greš po nakupih, vidiš, mogoče pa naslednjič prinesem še kakšno vrečko ali pa posodo, pa na delikatesnem modelku raje vzamem salamo ali pa sir ali pa karkoli že kupuješ, ribe daš lahko v svojo posodo, daš posodo tja in rečeš, a mi lahko prosim odštejete taro, ker marsikakšen prodajalec ne ve, ker to bo za marsikoga prvič, čeprav nas je že kar dosti v Sloveniji, ko to delamo, ampak daš posodo, odštejejo taro, to je teža posode, zato da ti ne plačaš te teže, kar je tudi dostikrat predsodek, da eni rečejo, ja, pa ti več plačuješ, ni res, ker odštejejo to težo in potem dajo noter živilo, ga stehtajo in dajo nalepko gor in je to. Tako da načeloma je to samo organizacija, časa ti gre na začetku več, da pogruntaš, kaj je. Jaz zdaj recimo, ko grem nekam v en konc, vem, da moram imeti vrečke sabo, posode, če greš z avtom, v avtu, če greš s kolesom, v kolesu, če ne, pa so tudi torbice oziroma na hrbtniku vedno kakšno vrečko, kakšno posodo in se da, sproti nekaj kupaš in je to. Ko ponudnikov ali pa trgovin obiščam za neko tedensko zalogo življenjskih potrebščin. V bistvu jaz dosti kupujem kar za več, se pravi ne samo za en teden, tako da recimo na tržnici Koseze jaz najdem skoraj vse. Potem pa imam tudi to dostavo sadja in zelenjave oziroma grem jaz iskat, če je to zeleni krog, nakupujemo skupaj, ogromno imaš teh enih zabojčkov, tako da ne rabim toliko okoli hoditi, ker imam jaz tržnico Koseze, ker imam na ta način organiziran, grem tudi daj še v rifuzelj, če je kaj tazga specifičnega, oziroma če sem tam, pa tam več nakupam. Tako da na tržnici Koseze pa v lokalni trgovini zraven dobim vse, tako da ni spet neka razlika. Področje v Sloveniji dobro urejeno. Kakšna je dostopnost trgovin, ki omogočajo kupovanje brez odpadkov? Kakšen je odnos prodajalcev v Sloveniji, ko na primer pridem s svojo embalažo? V Sloveniji je vedno bolj urejeno, recimo tudi rifuzelj se je odprl, kar je samo plus. V Mokci imate ogromno stvari, vedno več trgovin, ponudnikov, da ne bom samo Ljubljane omenjala, ne vem, v Trzinu imate Amarant, tam so se odločili, da bojo imeli še več stvari na rinfuzo. Vedno več jih je, kar je meni super in jaz to rada delim, tako da če ti izveš za kakšnega novega ponudnika, napiš mi, bom dodala neko objavo in tudi na seznam in je to. Recimo tudi za second hand trgovine najdeš na maminavrtu.si prav zemljevid, ki jih najdeš in potem se odločiš, da greš raje tja kupiti rabljene stvari, to vedno poudarjam, rabljeno preden kupaš novo, se pravi, če obstaja rabljeno. Recimo jaz rabim kolo za otroka, najprej poiščem, če obstaja rabljen. Tako da na ta način delujem. Tako da v bistvu je vedno več trgovin,
Odnos prodajalcev, zdaj odvisen kje. Na začetku je bilo kar malo tako, kaj pa zdaj moramo narediti, ker jaz prenesem posodo tja na delikatesni oddelek, pa jaz razložim, odštejete taro, to pa to tako naredite, date na tehtnico, pritisnete tam tara, se da na 0 tehtnica in potem dajo živilo noter. Res je simpel, eni so pač tako, wow, zakaj pa to delate. Tako da v bistvu sem se začela več s trgovci pogovarjati, nekateri so ratli so moji prijatelji. To je v bistvu samo plus. Se mi zdi, da to komunikacijo, ta oseben stik malo pozabljamo, rečemo, sam dajte mi 20 dek, ne vem, tega pa gremo. Tako da malo več se zdaj spet pogovarjam in je v bistvu boljše, odnosi so boljši. Tako da tudi prodajalci so vedno bolj odprti, nekatere pač to presenetiš, ker si pač prvi za tisto osebo, ki pač pride svojo posodo, ampak jaz imam dobre izkušnje, no. Kaj bi svetovala ljudem, da se podajo na to pot z manj odpadki oziroma brez odpadkov? Ker z manj odpadkov je boljše rečeno, ker brez odpadkov pač je konec koncev skoraj nemogoče, ker imamo če ne drugega odpadno vodo. Tako da tle bi rekla, da si predstavljaj, kam grejo vse te smeti, ki jih ti odvržeš. Grejo na nek kup, to truhni, recimo plastik ali pa drugi umetni delci razpadajo na manjše delce, to gre v vodo, ti to piješ, ti to ješ, da v bistvu ti pač to zaužiješ. Tako da ja, jaz bi to rekla, dajte mogoče na ta način razmišljati, pa se boste hitreje odločili, kaj pa če bi še jaz probal. Drugače pa šparaš denar, bolj kvalitetno ješ, bolj si zdrav, to je vse samo plus. Tako da to je to. To je tako en tak hitrejši odgovor. Priporočala ustvarjalcem politik na tem področju. Če bi bilo po moje, bi jaz obdavčila vse, kar je pakirano. Bi prepovedala, kar je pakirano, mogoče malo drastično, ampak mislim, pakiran tako v umetne mase, v take stvari. Ne bo steklo, ne bo povratno steklo, ne bo take stvari, pač stvari, ki se razgradijo, pa ne spet tista bioplastika, ki spet ljudje ne vejo, ne dajo to v plastiko, ne dajo to med bioodpadke, potem pa sosed vidi pa reče, to pa ni bio, pa da med plastiko in to je čista zmeda. Tako da jaz bi rekla, taki materiali, ki so jasni, se pravi, steklo, da je čim več stvari v steklu, da je čim več stvari v papirju, na rinfuzo, da je čim več stvari, da se to pač reče trgovcem in vsem pač ponudnikom, da jih podpirajo, da jim omogočajo kakšne finance na tem področju, da dejansko prepovejo kakšne stvari oziroma dajo pa pač večje davke na tiste stvari, ki so pač bolj pakirane. Na ta način se mi zdi, da pač bi ljudi lahko motivirali, se pravi ponudnike, da bi pol oni dajali v embalažo, ki je drugače dražja. Morate vedeti, da ta embalaža, ki jo pač imajo ti ponudniki, valjda je plastika najcenejša in je najlažje v plastično vrečko. Že papirnata vrečka je dražja, če ti recimo na tržnici nekdo da zelenjavo pa sadje. Tako da razmislite tudi o tem, no. Prideš svojo vrečko, pa bi bil lahko popust, ne. Recimo ne trgovine to prakticirajo, pač če prideš svojo embalažo, ti dajo nek popust, kar je tudi super. Tako da take stvari, da se delajo mogoče vsebine, da motivirajo ponudnike, trgovce, da pač se to čim več spodbuja. Čim bolj drastično bi bilo pa to, da pač se prepove, ampak to realno gledano je res težko. To je to. Če ti je bil video všeč, ga lajki, lahko gledaš ostale videe. Na mojem kanalu najdeš veliko stvari o vrtnarjenju, o življenju z manj odpadki, drugače pa priklikni še na maminavrtu.si, tam najdeš tudi zemljevid s second hand trgovinami po Sloveniji, tudi online trgovine najdeš in pa druge zelo koristne informacije. To je to. Jaz se zdaj poslavljam, ker se tudi sonce poslavlja in s tem moja svetlova. Vabljena na piknik pri kozolcu, kjer imamo tudi poskrbljen, da imamo svoje kozarce, krožnike in pa pribor, da imamo čim manj odpadkov, tako da tudi na tem poslovnem področju delam marsikaj. Tako da, če pa želiš, da kdaj pridem na kakšno predavanje, kaj več razložim, sem pa tle, samo piš mi. To je to. Uživaj, imej čudovit dan, pa se gledamo v naslednjem videu. Čau!